Spoštovani in cenjene prijatelji in prijateljice, pozdravljeni, živijo v prvi epizodi podcasta Zagret za tek. Z vami sem vaš gostitelj Marko Roblek. Za tiste, ki me še ne poznate, sem tekač že dolgih 28 let, v teku pišem in razpravljam že dobro desetletje. Lansko leto pa sem svoje dolgoletno pisanje za revijo Tekač.si prelil v knjižno delo Zagret za tek. Knjigica. Naslov te knjige je tudi navdih za tale podcast in knjigo še vedno lahko naročite. Za 15 evrov vam jo pošljem na dom. Za naročila mi lahko pišete v zasebno sporočilo na Facebooku ali pa kar v komentar pod temle videom, pa bomo vse zrihtali. Seveda vas zanima, zakaj tale podcast, kaj želim z njim doseči. Glavni razlog gotovo ni, da sem postal len in da se mi ne da več pisati, pa raje svoje tekaške domislice artikuliram na glas na tale način, ampak ni samo to, malo že mogoče, no. V bistvu sem zametke te oddaje, tega podcasta, ki si to želi postati, nastavil že spomladi, ko sva s prijateljem Petrom Štruklom izvedla par pogovorov o teku v živo na Facebooku. Vsi so bili res dobro spremljani in to mi je dalo vedeti, da je očitno čas pravi, da vi tekaški sotrpini, sorodne duše tam zunaj želite poslušati o teku ali pa celo o teku med tekom. Sam sem namreč tiste sorte tekač, ki ko tečem sam, pa mi ustreza, zraven poslušam podcaste in velikokrat kakšen dolgi tek, tako bistveno lažje preživim. Morda vam s tem podcastom olajšam kak kilometer na vaših tekaških poteh. Ampak čisto dokončno sem tale format tekaškega udejstvovanja dokončno posvojil pred par tedni. S prijateljem Igorjem sva na Bledu sedela na kavi s tekaškima kolegoma iz Berlina. Živijo Andreja in Michael. Hi! In beseda je nanesla na tekaške podcaste v Nemčiji. Tam namreč zadnji 2-3 leta beležijo prav eksplozijo teh tekaških oddaj na internetu. Praktično vsak vidni tekač ali pa strokovnjak ima svoj podcast in tekači so to vrstno obliko tekaške publicistike vzeli za svojo in marsikdo teče sedaj dejansko z podcastom v ušesih, tako da zakaj pa ne, sem si rekel, zakaj pa na sončni strani Alp ne bi tekaško podcastersko sceno malo razširili in dodali še en govorni program, Zagret za tek bo z vami. Tako da, zdaj veste zakaj, ampak kako, to je še vprašanje. Ne bom vas samo jaz glasovno nadlegoval, tam zunaj je še kopica, množica zanimivih tekaških person, imen, ki jih bom z veseljem vabil k pogovoru. Od njih zvabil kakšno tekaču svežo in zanimivo informacijo, nasvet, novico. In tukaj, drago občestvo, računam tudi na vas. Predlogi za tekaške goste, ki jih mirna duša lahko zapišete v komentar ali pa meni osebno, bodo zelo, zelo dobrodošli, se priporočam. Izpostavite pa lahko seveda tudi teme, ki vas zanimajo, pa probleme, ki jih ne znate rešiti, pa skupaj poskušamo najti morda tu kakšno rešitev, kakšen odgovor. Tako da, toliko za uvod. Gremo kar k stvari, gremo. Kaj sem vam pripravil za premierno oddajo podcasta? Najprej nekaj aktualnosti, potem pa sledi vrhunec oddaje gost, Boštjan Svete, s katerim bova secirala publicistiko na področju teka, ob seveda sveži jubilejni številki revije Tekač. Kaj dogaja na sceni? Tema tedna oziroma tekma tedna je seveda jubilejni, letos ne jubilejni, ampak virtualni Ljubljanski maraton, številka za ta dolgega. Upam, da ste si jo izborili, da ste se prijavili. Žal je četrtstoletni maraton, ki bi mogel biti to nedeljo,
se pravi jutri v ljubljanski prestolnici zaradi pač epidemije odpadel. Ampak namesto tega imamo virtualni dogodek, na katerem lahko tečete prav tako na katero od teh 3 razdalj, ki so klasične za Ljubljano 10, 21, 42. Jaz sem izbral kar 2, pravzaprav. Najprej smo s kolegi zrisali v domačem Kranju res izjemno hudo traso. Kranj City maraton, še boljš, rekli smo mu Kranjsterton. Trasa je poklon ljubljanskemu maratonu na ta dan, jasno, ne, pa seveda omaž tudi newyorškemu maratonu, se ima tudi Kranj vsaj 5 bicirkov, pa vsaj še toliko mostov. Štart tega našega Kranjstertona smo seveda postavili na most. Imamo parke, imamo primestna območja, imamo cestne šikane, vse, kar pač veliki cestni maratoni morajo imeti, in prav veselim se te nedelje, se pravi jutrišnjega dne. V običajni sezoni, ki je takega niti podrazov ne bi počel, evo, da ne boste rekli, da tudi karantena ni za kaj dobra. Tako da maratonski dan je jutri, upam, da ste prijavljeni. Mislim, da nas je vsaj 500, ki se bomo jutri podali na slovenske ceste ljubljanskemu maratonu čast. No, seveda, kaj sem prej rekel, izbral sem 2 razdalji. Ja, danes, pravzaprav včeraj, joj, hitro gre, tole, to je pa predmaratonska vročica. Včeraj sem z Juretom Jeromnom z Vala 202 Ljubljancev na času tekel 10 kilometrov na domačem Brdu, recimo temu aktivacija. Super je bilo, jaz mislim, da bo vreme, ki se nakazuje za jutrišnji dan, tudi vrhunsko jesensko naredilo svoje, tako da se bom tega vikenda prav gotovo izmed vseh 25 doslej spominjal prav s posebnim sentimentom. Naslednja stvar, knjiga tedna. Ja. Tole zaključujem, transverzalo od Jakoba Jekende, tudi po službeni dolžnosti, ker moram še spisati recenzijo za revijo. To je sveži potopisni roman. Tisti, ki ste Jakoba Kendo že brali v Apalaški poti, veste, da zna narediti potopisni roman kot se šika. Čeprav transverzala ni tipično tekaško čtivo, morda bolj tkivo kot čtivo. Vsem pa gibalcem, tekačem še sploh to priporočam. Če ste tako kot jaz letos spremljali Zupančičev rekord na slovenski planinski poti, bomo transverzala nedvomno zanimiva. Že začetek poskrbi z neverjetnim dejstvom, ki ga večina ne pozna, namreč 60 let stara transverzala bi morala biti krožna in trenutna slovenska planinska pot je v bistvu samo polovica transverzale, ki je bila takrat zamišljena strani Ivana Šumljaka. No, in ravno Kenda postavi zdaj stvari na svoje mesto. To krožno pot, 1200 km prehodi, nekaj sam, nekaj z otroki, in tako zakoliči praktično pohodni izziv, ki ga bo vsak Slovenc po njegovem mnenju in zdaj vedno bolj tudi po mojem, ker sem to knjigo prebral, moral preizkusiti. Verjamem, da se bom tudi sam enkrat, morda če ne v kosu, pa saj po delih lotil tega izziva. Moram nedvomno omeniti zraven tudi izjemni literariziran slog Kende, res te potegne to pisanje vase, je zelo razumljivo, poglobljeno, tankočutno. Slovenski planinski svet ljudi okrog njega in na njem tako dobro popiše, tako doživeto, da je še mene zamikalo, da bi šel poiskat ruzak in se odpravil vsaj en del poti za njim. No, del poti ali pa majhen delček poti z njim sem opravil, oziroma sem ga vmes prečakal, tudi to je popisano v knjigi. Zelo priporočam, dolge zimske noči so pred nami, transverzala jih bo nedvomno skrajšala. In zdaj še revija tedna, jasno, 50. jubilejni tekač, ki na slovenski sceni že skoraj desetletje. O njem pač ne bom razglabljal sam. Vseeno velja omeniti, priporočam v reviji vsaj
nekaj odličnih člankov. Prvi med njimi je odličen intervju z Boštjanom Videmškom, človek je plodovit pisec, zadnje čase tudi ekolog, vojni dopisnik, med drugim. Nekaj presenetljivih dejstev o njemu, njegovem delu in življenju boste izvedeli v tem super intervjuju. V reviji boste najdeli še intervju z Albertom Šobo, pa z Anico Živko. Članek, ki sem se ga sam lotil, je bil tek med karanteno, pa virtualne preizkušnje, zelo zanimivo in rekel, atraktivno branje za tiste, ki vam mogoče ta teren ni tako domač. Noter najdete še seveda pregled, skoraj da antologijo 50 številk tekača in v tem in še v čem drugem bi rad spregovoril ta trenutek kar z glavnim. S tistim, ki je bil zadolžen za to revijo vseh teh letih, ki je hkrati izdajatelj in glavni urednik tudi revije Bicikel in revije Na prostem, sicer pa izjemen poznavalec slovenske rekreativne in publicistične scene in seveda tekač. Dame in gospodje, z mano je Boštjan Svete, Bos. Boštjan, živo! Živo, Marko. Kako si danes na ta oblačen? Danes sem v bistvu super, ker se bo dal kaj več brati, kot običajno. Prav boš, super. Tekel boš ta vikend na virtualnem ljubljanskem maratonu, ali ne? Verjetno, da ne, ker mi ni virtualen, ne. Če v bistvu glih okrog tega termina virtualno bi se dal debatirati. Sem pa tekel včeraj, recimo, in tako nekje do 8 kilometrov so moje razdalje. 8 kilometrov? Čakaj, maraton bo malo kasneje. O tem, kaj meniš o terminu virtualno, tudi lahko še potem kakšno rečeva, ampak dejva danes začeti s tisto temo, ki sem jo že napovedal, in sicer 50. številka. To misliš tole, ne? Ja, to je to. Vada ima. Vidiš. To je to. O tem govoriva. Zdaj tvoj otrok že 50-tič na prodajnih policah topla številka je zunaj. Zdaj mi ti povej, če te vprašam tako kot te radijski reporterji ali pa TV reporterji sprašujejo tele tekmovalce, športnik pride v cilj. Kako si se počutil, ko si v roke prijel s 50. številko tekača, ki jo ustvarjaš z ekipo že skoraj 9 let? Ker si bil v uvodniku samem malo sentimentalen, videl sem, da si vendarle tudi čustveno vse skupaj sprejel, ampak sam povej s svojimi besedami, kako se ti dozdeva, da si prišel do 50. številke vseh teh letih. Ja, se tukaj zelo zanimivo, da bi ti jaz lahko postavil isto vprašanje, ker si sodeloval pri vseh številkah, ne? Res je. Ja, no, kako sem se pa počutil, pa dejansko tako kot pri vsaki številki, z enim velikim olajšanjem, ker vsaka številka je tako, kot da bi delal prvo številko, v bistvu cel kup enega stresa, predvsem na zaključevanju, in potem prvi stres ga je malo konec, ko gre vse skupaj v tisk, tisti glaven stres, pa ko vidiš številko res na polici, pa si rečeš, no, zdaj imam pa en dan mira, ne. Ampak ja, ta številka je bila toliko posebej, ne, da je pač jubilejna, ampak pri sami pripravi je bilo potrebno pogledati celoten arhiv. In ni toliko, da brskaš vse te številke za nazaj, kakor se v tistem trenutku vprašaš, kam je šel ves ta čas, ne. Ker dejansko sem na trenutke v življenju malo zelo na kratko ustavimo, ne, in potem pogledaš za nazaj, wow, kaj je že vse bilo, ne, ampak pol zelo spet naslednji trenutek si že v drugih stvareh in tudi mi recimo razmišljamo, kako iti naprej, ne. Se pravi, 50. Za tabo v mislih imaš naslednjih 50, kako se temu reče, abrahamovska številka. 9 let je vse skupaj že na sceni
se spomnim, ko smo sedeli ti jaz pa Buh, enih 9 let nazaj na eni kavi se pogovarjalo o novi tekaški reviji na sceni. 9 let je dolga doba, no, v tem času si previharil marsikaj, v bistvu si od zadnje krize, rečeva temu, tako do nove krize prišel v tekaških vodah, videl vzpon in propad marsikaterega tudi športnega tekaškega medija na tržišču. Zakaj po tvojem tekač še zmeraj uspeva, no, še zmeraj ostaja na trgu? Bova kasneje to še malo razdelala, zakaj trg je tak, kot je, ampak zakaj misliš, da rekreativci posegajo po njem, kar je najbrž glavni razlog, da se tudi ti kot glavni motor in generator vsega skupaj še trudiš z meseca v mesec? Ja, tudi mi si v bistvu že nekaj časa ne delamo več utvar, kakšno je trenutno stanje v medijskem prostoru. Tako, kot si dobro rekel, dejansko smo začeli z revijo v času recesije. In po 9 letih smo, da bom rekel, v čudnih časih, ne. Pač vse je stvar prilagajanja in sprejemanja s tem, kar trenutno je, ne. Zdaj, kaj je bilo za nazaj, nisem bil nikoli pristaš, da bi spali na lovorikah, če so bile sploh kakšne lovorike, ne, ampak v bistvu se moraš sprijazniti s tem, kar trenutno je, ne. Zdaj, da smo pri 50. številki, je dobršen odraz tega, da smo ali pa sem pač vztrajen, ne. Ne, da bi šel z glavo skozi zid, ne, ker na koncu dneva vseeno mora biti računica. Če bi to delali zaradi denarja, bi že zdavnaj prej zaključili, pa vprašanje, če bi prišli do 40. številke, ne. Ampak ja, ta vztrajnost pa, tako kot sem prej rekel, ne, vsaka številka je, kot da bi jo delal z nula, ampak na koncu je vsaka številka svoj izdelek, ne, v bistvu ne gre za eno copy-paste varianto, ne. Vsaka številka, ali dobiš razočaranje, ali dobiš veselje, v vsakem primeru spoznaš nove ljudi, ne. Delček tega je tudi mogoče v tem, da se predvsem v zadnjem času sprašujem, a znam iti sploh ven iz tega, ne. Si se navlekel v bistvu tudi izdajanja tekača na način. V času tega izdajanja moraš biti tudi kar malo kreativen, da si vsebine spomniš, ne, ker se slej ko prej se vsebine zavrtijo, ne, in se pač ponovijo. Res je, da prihajajo novi tekači. Dodana vrednost vsake številke se mi zdi pa, da so recimo dobri intervjuji, ne. Tukaj sem bil od nekdaj pristaš, da je treba vključevati v revijo čim več ljudi, ne. In posledično smo potem 3 leta ali 4 leta nazaj dodali tudi rubriko Na štiri oči. Kar tekače še posebej v bistvu se mi zdi, da bralce zanimajo drugi tekači, ne. Pa ni to zdaj bistvo to, kako hitri so pač tempo na kilometer, ne, ampak razna izkušnja in doživetja pri vsem tem, ne. Ja, to se strinjam s tabo v bistvu, da radi spremljamo eden drugega, ne, posebej mi, ne samo vrhunske, ja, tako, en drugega radi vidimo, da imamo vsi podobne težave, pa da se jih lotevamo na podoben način, ne, in to nas pomirja, se pravi, pripadnost plemenu je tista, ki nas dela tudi, bom rekel, tekače kot take. Ampak daj mi še povej, ne, dotaknila sva se tele krajine medijske, posebej publicistične, tiskanih medijev. Jaz malo, ne toliko kot včasih, še vedno spremljam, rekel, tudi tuje tekaške revije, vmes sem ugotovil, da jih je cel kup propadlo. Tudi Runner's World kot vodilni tekaški, rekel, tiskani medij, poleg digitalnega na svetu, se je v zadnjih 2 letih prepolovil pri svojih izdajah, začeli so, rekel, poleg tekaških tudi socialne teme furati in tako naprej. Zdaj mi pa povej, tiskani mediji, okej, saj mogoče nisem poklican, da
da o tem veliko razpravljam, ker ne poznam toliko vsega, vendar pa toliko spremljam. Ti si pa v tem, no, daj mi povej, kaj je po tvojem vzrok, da tiskani mediji praktično eksponentno padajo v svoji priljubljenosti, zato ker niso dovolj ažurni, ker je pač internet, socialna omrežja, vse to tisto, se pravi, vse zvemo takoj in tiskani mediji nam praktično ne more ponuditi nič novega. Se pravi, ali so bralci postali toliko udobni, toliko leni, toliko površni na en način, da jim je samo tisti klik na socialno omrežje pa kakšen naslov, podnaslov dovolj, da si v nečem ustvaril mnenje, ki je več poglobljenega, kar pa recimo tiskani mediji prinaša, jih pa ne zanima. Ali je cena tista, ker na koncev danes ti bo vsak rekel, da je na internetu itak vse zastonj, kar seveda ni čisto res, dobre vsebine so daleč od tega, da je bile zastonj. Kaj je tvoj razlog ali pa kaj so razlogi po tvojem mnenju in znanju? Ja, tako kot si zdaj omenil, mi smo zelo majhni, država in pač v bistvu segment ljudi, ki jih to zanima oziroma je pripravljen za tiskan medij pač tekaški plačati. Ampak bolj to, kar si omenil, zdaj tudi ta veliki prehajajo na sistem, s katerim smo mi sploh začeli. Mi takrat, ko smo začeli, je bila takoj moja ocena, da mi ne moramo imeti mesečnik. In smo takoj dvomesečnik, zdaj v bistvu vsi te veliki so prišli na, pač, da so dvomesečniki, vprašanje, kaj jim sledi in kaj tudi nam sledi v koncev. Zdaj, kot sem že prej omenil, že nekaj časa si ne delamo utvar na internetu, je res veliko vsebin, zdaj v letošnjem letu nastaja pospešeno enormno veliko video vsebin. Vse je posredno zastonj, pač v resnici ni, ampak in zdaj napovedati oziroma plavati s tem je pa to, kar sem prej omenil. Revija lahko ponudi z vsebinami, ki jih pač na internetu ne boš našel. Zdaj, da si pa pri tem kreativen, je pa stvar uredništva, da zna vključevati vsebine, ki jih potem zanima čim širši spekter. Ampak vse to na koncu ti nič ne pomaga, če nimaš v tem krogu oglaševalcev. Pač v Sloveniji smo tako majhni, da en mesečnik oziroma mi dvomesečnik pač brez oglaševalcev enostavno ne more preživeti. Kar je kritična masa enostavno premalo. Verjetno je nekaj mesečnikov, ki lahko živi samo z naročniki, pa da jih imajo, samo tega je iz leta v leto manj. No in letošnje leto je pač zelo posebno, ker je tudi na partnerjih po različnih področjih ekonomija pač negativno udarila in s tem se moramo soočati tudi mi. Zato napovedovati, kaj bo v prihodnje, je tako malo dvorezen meč. S tem namenom se je tudi uredništvo vzelo zdaj nekje nam reko počitnice. Ampak da je čas, da res trezno premislimo, kako z naslednjim letom in v marcu, tako kot sem napovedal, naslednjo številko iti naprej. Se hočeš reči, Pol, da bo na en način vendarle ta digitalne platforme počasi prevzele tudi, bom rekel, tiskane izdaje ali pač ne v celoti oziroma bo ta prehod mehak? Zdaj pride do ene zelo smešne, mislim, niti ni sploh več smešna situacija, ampak ne vem, če se spomniš, pred leti, 8-7 let nazaj, kako so se Dnevnik Delo kar naenkrat lotili digitalnih platform in začeli razvijati produkte in vključevati v naročnino. Takrat je bilo vse skupaj za moje pojme še prehitro, in to isto stvar počnejo zdaj. Ampak po moji oceni mislim, da nismo toliko mi pripravljeni gledati v digitalnem svetu ta poglobljen medij z daljšimi teksti. In v tem primeru naročnine, kar se nas tiče,
digitalna platforma ni tako zanimiva, čeprav jo pripravljamo, ne. Pa lahko zdaj povem, tudi mi ne bomo nič drugačni kot drugi, pač vsebine bojo na voljo z marcem na prihodnje leto. Na voljo bo celoten arhiv recimo Tekača v teh letih, ne. Ali bo to dovolj zanimiv bombonček, če temu tako rečem, novim naročnikom na digitalno vsebino, bomo videli naslednje leto, ne. Ampak globalno pa mislim, da te tudi večji mediji niso ravno uspešni pri prodaji digitalnih vsebin, no. Sploh ne v Sloveniji, v tujini mogoče še. Sam sem tudi naročnik in tujih digitalnih kombinacij in slovenskih, ne. In vsaj v mojem primeru prihaja do tega, da enostavno gre teden okrog, ko niti na eno digitalno vsebino ne kliknem, ne. Ne uspeš vsega sprocesirati. Niti ne sprocesirati, ker je enostavno toliko enih novih informacij iz vseh strani, do tega niti ne pridem, če pa imam tiste pol ure ali pa uro, ne, se pa enostavno raje nekam umaknem, da imam mir, pa vzamem knjigo ali pa revijo, ne, s kakršnokoli vsebino, ne. Skratka, mogoče, da smo mi generacije, ki še bežimo pred digitalnimi platformami, ne, zelo verjetno pa ali se bomo prilagodili v naslednjih 5 letih in brali knjigo iz bralnikov, naša generacija, in bo pa to verjetno nekaj vsakdanjega, ne. Kje se pa zdaj tiskan medij najde, je pa bil odgovor v vsem tem, ne. Zelo verjetno bo na policah samo še kakšna posebna izdaja z izbranimi vsebinami, ne. Če bojo oglaševalci, da jo lahko naredimo, ne. Zdaj si povedal, mislim, kaj so pogoji za to, da tiskani medij še izhaja, no, jaz se spomnim, mislim, pred leti, ko še ni bilo, ko nismo telefona vlačili prav povsod, a ne, zjutraj na WC-ju sedel z revijo v roki, pa jo prelistaval, a ne, drugačen občutek je, drug pregled imaš nad tekstom, mogoče lažje priletiš kakšno stvar, lažje se poglobiš v nekaj, ker nimaš samo na ekrančku, pa moraš pač swipati gor, dol, levo, desno, a ne, in se včasih počutiš zelo robotsko, a ne. Pa verjetno se tudi celo ujameš v trenutku, da sploh kaj razmišljaš takrat, ko to počneš, ne. To je tisto, ja, včasih že vse delaš že čisto avtomatsko, pa brez nekega problemnega razmisleka, ne, ker revija ali pa knjiga, ne, saj zaradi tega, lahko bi tudi kakšno rekla v knjigah, zakaj so knjige vendarle še knjige v papirni obliki popularne bolj kot knjige na bralnikih. Ampak dajva še kakšno v reviji reči o tej 50. številki, ki jo velja še omeniti, oziroma o številkah, ki si jih kot izvršni urednik in izdajatelj izdal. Imaš kakšno od teh 50, ki si jih lepo tukaj noter nanizal, kakšno, ki ti je najljubša v vseh teh letih? Ja, najljubše je bilo v bistvu narediti ta prerez teh naslovnic, ne. To je bilo pač iz grafičnega vidika mi je bil tukaj eden pregled, kako se je revija tudi tehnično spremenila, ne. Od prvih začetkov do danes. Drugače si me postavil v nehvaležen položaj, ker zdaj eno izmed teh 50 izbrati je pač nehvaležno, ne. Kar neljubšega otroka, ja, se vem. Deklet je bilo in sogovornikov veliko in prijetnih, ampak če bi mogel res eno izbrati, bi jo izbral predvsem zaradi vsebine, ne. Ker to, kar smo takrat zapeljali, mislim, da je sploh bistvo vsakega tekača, ne. To je bila ta naslovnica, 17. naslovnica po vrsti, to se pravi 2014-2021. Gre pa z nosilno temo plavanja, ampak ni bilo plavanje bistvo sta bila Dunja pa Jani, ne. Okej, se spomnim tistega izziva, ja, tako. Takrat je bilo prvo leto in pri teh izzivih je vedno dvorezen meč, dobiš res dva dobra kandidata in Jani in Dunja sta bila izredna kandidata. Sploh na osnovi tega, da sta primer, da lahko vsak teče in da lahko z enim smiselnim tekom tudi napreduje, ne.
Program pa prehrana, se monitoring celoten. Ja, in v bistvu ni bilo, na njunem primeru je bilo prikazano, kaj lahko narediš iz sebe. Ne? To se pravi, vsi lahko tečemo. Ne? In za mnoge je dovolj, da pač je 5 ali pa 8 kilometrov, tle ni nobenega govora o maratonih, o ne vem čem, ne? Ampak enostavno gre za tistih 20 minut, ki ti lahko da glavno energijo, ki jo rabiš skozi dan, ne? Ali pa v bistvu eden odklop. Tako da to je bil en tak res lep primer, na katerega sem v bistvu kar ponosen, kako je dobro je uspel. No, en dokaz mogoče, da rabimo tudi tiskane medije, v digitalnem svetu mogoče kaj takega ne bilo na ta način izvedljivo kot tukaj, ne, kot si potem pričakoval in spremljal. To je recimo lep primer, ne, zakaj digitalen medij, ne, ker pač te vsebine ni na internetu. Ne. Prav, ja. In je točno ta vsebina recimo bo v digitalnem arhivu, ne, zdaj pa ali bo to prevladalo, da se bo kdo naročil zaradi tega, bomo pa videli. Ne. No, sej, ne, mogoče boš pa naredil še en tak izziv za kakšno naslednjih številk v digitalni obliki, kjer boš potem vse skupaj pokril z video vsebinami pa tako naprej. Ne. To zdaj govorim tudi zaradi tega, ker naj poslušajo pa gledajo potencialni oglaševalci, v tem videu velik potencial, tako da verjamem, da dragi oglaševalci, Boštjanova številka bo potem objavljena, pa ga lahko pokličete, pa se že kar dogovorite za naslednji tak projekt. Na koncu upam, da te ne bodo klicale samo oboževalke, ko so že pri oboževalkah. Na naslovnice večinoma, če te malo pohecam, daješ dekleta ženske, kar je, bom rekel, nam vsem všeč, ampak je zato kakšen poseben razlog, ali zato, ker so pač dekleta bolj fotogenična od nas, bom rekel, kosmatih dedcev, ki predvsem trpimo pri teku, posebej, ko nas fotkajo. Ja, spet se me postavil eno izbiralno, ampak... Ne, lahko rečeš, diplomatsko se lahko izgovoriš tukaj, ja. Da nam žena zamerila. Tako. No, en prijeten obraz na naslovnici si bil tudi ti, recimo, ne? Hvala, no, sej pravi, eden redkih, ja, ne vem, če se je prodajala tista revija zaradi tega, ki je bolj ravno obratno, ampak... V večini so res naslovnico krasile dekleta, ampak v osnovi, ko smo se odločili za začetek izdaje te revije, je bila smer, da bi bila revija namenjena bolj dekletom, ženskam, ne. In smo skušali nekako v vsebine vključevati manj resne vsebine, katerih se pa tudi nismo mogli izogniti. Vsekakor glede teka si raje ogledam dekleta med tekom, čeprav tudi tehnika moških je zavidljive vredna, ne. Ampak ne vem, zakaj točno, nekje sem potem tudi, ko sem opazoval ljudi, ko listajo revije, ne, sem dobil občutek, da tudi več moških vzame revijo, če je na naslovnici dekle. Ženske pa v bistvu vzamejo predvsem, če je notri tudi vsebina, ki jih nagovori. Prav. Mislim, da si odlično odgovoril to vprašanje. Mislim, da nikogar, posebej deklet, niso užalila s to analizo, kdo in zakaj posega po revijah. Jaz mislim, da večino naslovnic tekaš ali pa kar vse so bile odlične, izjemne. Tukaj shout-out Titu Koširju, ki je marsikatero od teh posnel, tudi mojo, in sem bil zelo zadovoljen. Mogoče sem bil malo preveč debel, tam na tisti fotki izpadel, pa nisem imel tako, ker je izbral napačen kot, ampak za naslednjo, v naslednji knjigi, pa za naslednjo naslovnico bomo to še malo obtesali. Moram samo dodati, da pri nobeni naslovnici ni imel dodatnega dela oblikovalec. Bravo. Tako da mogoče si bil zaradi tega občutek, da si mičkan debelejši, ampak enostavno se tega nismo posluževali v vseh teh naslovnicah. Je pa res, da sem
en dan prejedel zelje, pa da nisem dosti vlekel trebuha noter. vidiš. Ja, sam sem si kriv. Daj mi reči tole, ogromno intervjujev v tej reviji, sam sem jih že prej omenil, ti si jih izpostavil, seveda tudi meni, bom rekel, največkrat najljubše branje v celi izdaji. Je kakšen, res si obdelal celo tekaško sceno, športno sceno, rekreativno sceno od strokovnjakov, trenerjev, atletov, rekreativcev, influencerjev na zadnje. Imaš še kakšnega v mislih, pa ga ne boš zadržal zase, nam razkriješ skrivnost, ki bi ga še rad imel? A Pahorja si imel? Predsednika Pahorja? Ne, je pa na seznamu. Bravo, ok. Še kakšen tak mogoče, ali pa kakšna taka, ki jo do zdaj nisi uspel ujeti, pa bi jo z veseljem dal v revijo, ali bi ga dal v revijo za glavni nosilni intervju? Zdaj, v vseh teh številkah je bilo res veliko število prijetnih sogovornikov in sogovornic. Zdaj, če me takole sprva vprašaš, skozi te revije mogoče sem pogrešal občasno kdaj kakšen intervju iz tujine, ne? Recimo zdaj, če tako razmišljam, dejansko je bilo večkrat vmes, da sem si zaželel, da bi imeli intervju z Dinom Karnazasom. Bravo. Ampak v bistvu čisto bolj iz razloga, da je bila to prva tekaška knjiga, ki sem jo sploh prebral, ne? In tudi prva, da sem jo prebral tako, da je nisem odložil, ne? S tem, da dobro, relativno sem pozno začel knjige brati, ne? Ampak tam je bila taka, tako, me je kar sezula, no. In od takrat naprej, vem, da še kakšne 3 leta nazaj sem razmišljal, da se naredi, pa pol gre vse skupaj tako hitro okrog, da kar ni še prišlo do tega, ne. Na splošno pa tako, kot sem prej omenil, ko bi bilo spoznanje, da v reviji morajo biti enostavno tekači in ko smo uvedli na 4 oči, so pa predvsem v tej rubriki vedno znova zanimivi ljudje, ne, in tekači in tekačice. Tako da, če mogoče malo obrnem, bolj vabljeni tisti, ki želijo biti predstavljeni, da nam kar pišejo na info@tekač.si. No, pa da vidimo, kdo se bo pogumil, kdo se bo izpostavil. Jaz mislim, da jih je kar nekaj. Zdajle, ko si tole govoril, sem še sam dobil par idej, pa predlogov, ti jih potem zaupam. Din Karnazes, če tole poslušaš, telefonsko številko od Boštjana imaš, tako da se mu le javi zdaj, ko imaš malo več časa, ja, v teh karantenskih časih, pa ni toliko ulter tam zunaj. Tudi jaz sem prebral to knjigo, pa me je takrat zamikal, da bi šel dejansko laufat ultre, pa sem, hvala Bogu, bral še naslednje, tako da me je to malo menil, hecam se, pozdravljam vse ultraše tam zunaj. Ampak, dajva reči še nekaj, no, ti si vendarle tisti, ki, bom rekel, zaradi svojega dela, pa tudi tako, ker si s srcem v tem športu, poznaš praktično vse, ki v rekreaciji po teku v Sloveniji nekaj štejejo, imaš pregled nad sceno, mogoče še boljšega kot jaz. Zakaj se ti zdi, da je tudi ta tekaška scena tako razburkana, ali pa drugače rečeno, kaj se je po tvojem mnenju v tem času najbolj spremenilo v teh 9 letih, odkar je tekač na sceni? Sliši se v bistvu, če danes rečem nekaj, kaj je bilo leta 2012 kot prazgodovina, prej mi je Facebook ven metal neke fotke ravno od tistega časa z Ljubljanskega maratona, pa se mi zdi vse skupaj res noro daleč, čeprav je to, bom rekel, ne streljaj komaj da, ne, ampak v tem času se je tekaška scena drastično spremenila, še lansko leto, letos sploh, ne zaradi epidemije, ampak že lansko leto se je nakazovalo, da se vse skupaj suče v neko smer, neke stagnacije, da so ljudje ratali malo bolj, rekel, instant potrošniško naravnani. Kaj ti misliš, no, čisto na kratko, če bi zaokrožil vse skupaj to desetletje? Ja,
Povzetek vsega tega bi bil dejansko napis na, takole moram, napis na majicah, ne. Zdaj v bistvu zagret za tek, ne. Spoznanje, ki ga imam predvsem v zadnjem letu, ni tako optimistično, ker prihajam do tega, da smo zagreti za tek ali za aktivnost, predvsem starejši, ne. Skrb vzbujajoče pa je, da v bistvu za športno aktivnost ni zagreta naša mladina, ne. Tukaj je eno tisto izhodišče, kaj nam sledi naprej, oziroma konec koncev tudi, kaj bo počel medij vnaprej, ne, ampak s tem se bomo ukvarjali kasneje, ne. Zdaj, to, kar je pa fenomen letos, ne, da pa se spet dotakneva čisto tistega najinega uvoda, ne. Navidezno, virtualno je pa leto prireditev, ki niso prireditve, ampak je tek, ne. Skratka, če mene vprašaš, virtualno je platforma na računalniku, tečeš na tekalni stezi in misliš, da tečeš po Rožniku, ne. Ali pa katerikoli drugje, ne. In v poplavi teh v bistvu, no, ni poplava, v bistvu poizkusi pri organizatorjev, kako vseeno obdržati aktivne tekače v naslednje leto, da se spet vidimo na prireditvah, ne. Organiziranje raznih navideznih, tako imenovanih prireditev, ki terjajo od ljudi, da tečejo in naložijo svoje podatke, ne. Ampak zdaj, če prideva do tega, jaz tečem, ti tečeš, vsi še vedno tečemo v naravi, ne, kar pomeni, da to ni navidezno, ne, ampak je še kako resnično, ne. To sem predvsem premišljeval prejšnji teden, ko smo zaključevali revijo, noter si pisal članek o takih in drugačnih oblikah, kaj so letos organizatorji letos počeli, ne. In sem si rekel, tlele, kjer živim, je en lep kraj, kratka razdalja, grem odmeriti, in bolj, ko sem tekel, pa bolj, ko sem slikaril te lepe prizore, bolj mi je bilo jasno, da je še kako to resničen tek, ne. Imaš mogoče potem predlog, ker pač vsi uporabljamo virtualni tek, vabila na virtualne izzive in tako naprej, a mogoče imaš predlog, kako bi, kjer termin bi namesto tega uporabljali, namesto virtualni navidezni tek, kaj bi po tvojem mnenju pa mogli uporabiti? A moramo izumiti pač nov tek, a ne? Nekaj, kar je realno, pa pač ni tekma, kako bi temu ti rekel? Terminologijo bomo mogli še malo prežvečati, ne, ampak kar je jasno, navidezno in virtualno sigurno to ni, ne. To je verjetno izziv za organizatorje za naslednje leto, ne, ker v končni fazi, zdaj smo prišli do trenutka, ko mislim, da smo ljudje na nek način kar vzljubili tek, da greš sam v naravo, ne. In zdaj je pred organizatorji ponovno, če gledam organizatorje, izziv, kako zanimirati ljudi, da se zopet vidimo na tekaških prireditvah, ne. Bravo, da se spet vrnejo, bravo, odlično. Ker se je bilo eno leto komuniciranja, kako naj teče vsak sam, ne, saj verjetno boš to še vedno določen čas, ampak v končni fazi, če tako pomislim, je bil Red Bull s svojim konceptom daleč pred vsemi, ne. On ta sistem dejansko uspešno pelje že nekaj let in je lahko letos organiziral svojo prireditev tako kot vsako leto, ne. Edini, ki ni imel praktično nobenega upada udeležbe, ki je vse skupaj izvedel tako kot lansko leto, bravo. Tako je, in zdaj lahko, da bojo dobršen del prireditev tudi tako v prihodnje, ne. Ampak vrnil bi se pa bolj spet na moje izhodišče, ne. Zdaj gledam svojo mladino doma, ki je specifična, pač mora biti aktivna, ne, če je sonce, so odzunaj. Ampak tako na splošno ugotavljam, ne samo na teku, tudi na drugih področjih, da srečujem
zrele in starejše ljudi, ki smo aktivni. Ne? In zdaj teh od 20 do 30 je zelo malo aktivnih ljudi. Ne? In tudi tukaj je mogoče en segment, da bi bilo treba o tem tudi malo razmisliti. Ne? Posebej zaradi tega, ker bodo prav ti v kratkem potem si ustvarjali družine, imeli otroke in če smo vsaj mi v srednjih letih, ki imamo zdaj odraščajoče otroke, vsaj malo z gledom kažemo, kaj počenjati, pa tudi s tem, da jih pač vlačimo kam zraven v hribe ali na tek ali na kolo in tako naprej, da vsaj malo zaustavimo to erozijo pripravljenosti, v kateri se tako govori pač o izgubi gibalnih sposobnosti mladeži, ravno letošnji karanteni, tako da ja, tako kot si rekel, dvojni izziv je tukaj 2 muhi na en mah se da ubiti, če dobimo milenice ali pa to generacijo, ki je zdaj stara med 20 in 35 in jo navdušimo za navsezadnje za tek, potem naredimo tudi to, da bo že naslednja generacija imela nekaj, na kar so lahko prijela oziroma en zgled pri svojih starših. Tako je, vsemu temu se boste pa prilagajali organizatorji in pač tudi mediji se bo mogel temu prilagoditi. Super, Boštjan, jaz mislim, da sva s tole mislijo na en pogovor, ki traja že več kot pol ure, sej lahko bi govorila še kakšno uro, ampak dajva našim poslušalcem, ki bodo to mogoče zdajle tekom virtualnega Ljubljanskega maratona poslušali, dovolj časa, da si še na koncu raztegnejo, pa oddahnejo. Tekač, 50 številka, kje se ga da dobiti, Boštjan? Najbolje na vseh prodajnih mestih, drugače pa tudi na spletni strani tekač.si. Bravo, evo, vabljeni vsi, da si 50 številko tekač.si zagotovite, preden poide. Dobro laufajte, virtualni navidezni Ljubljanski maraton, kjerkoli že boste. Boštjan, hvala ti da si se odzval vabilu. Hvala za povabilo, Marko, in ostani zagret. Hvala enako. Spoštovani, spoštovane, hvala Boštjan. Lepo se imejte. Če vam je bilo tole všeč, všečkajte, naročite se na kanal, pa delite ga poljubno, kjer želite. Hvala vsem za pozornost, še vedno velja vabilo za predloge, ki jih lahko pišete v komentarje, ali pa mi jih javite kar osebno. Naslednji teden se vrnem spet z drugo epizodo podcasta Zagret za tek, en odličen gost se nam pripravlja, bo še malo skrivnost, ga napovem čez teden. Ostanite zdravi, ostanite pozitivni, ampak ne s korono, tekaškem smislu, ostanite zagreti za tek, dober lauf želim čez ta vikend. Z vami sem bil Marko Roblek, lepo se imejte, se vidimo naslednji teden.